masovni podatki jih najdete, če ste malo bolj pozorni na vseh mogočih koncih, ne. Nismo še čisto navajeni jih videti, ne. Potem rekli smo, da je ta hype, torej ta hype je precej nedaven, to je relativno nova stvar, to se ni zgodilo pred 5 leti, ampak kasneje, ne, tako rekoč, ne. Ravno zadnjič en prijatelj Nizozemec vprašal, je rekel, no, da vidimo, kakšna je percepcija časa, ne, no, in nas je vprašal, no, povejte, kdaj je prišel iPad ven, ne, katero leto, no, in pa ne smete pogledati, ne. Pa smo vsi ugibali, ja, to pa bo bilo takrat, pa takrat, no, iPad je prišel ven 2010, ne, torej uporabljamo ga pa danes tako, kot da je že od nekdaj, ne, recimo, ne. No, s tem big data je tudi so se pojavili še kasneje, to področje se je pojavilo še kasneje. Večina teh orodij, ki sem jih pokazal, so se pojavile, ne vem, 2-3 leta nazaj, ne. In seveda, in so vgrajena v množici rešitev že, tako kot da bi od nekdaj obstajale, ne. Torej je ta brzina je nekoliko drugačna, kot smo vajeni, ne. Torej ena stvar, ki jo je treba povedati, je to, da je očitno pomanjkanje ekspertov iz celega področja tega data science, ki vključuje vse te nivoje, ki sem jih prej omenil, to je dobro vedeti, ne. Pa eno tako vprašanje, ki se stalno pojavlja, a lahko delamo ta big data, ne, torej karkoli je povezano s tem brez kakšne velike investicije, lahko, ne, zato ker današnje infrastrukture to dejansko omogočajo, ne. Ni več treba kupiti računalnikov, ni več treba večino teh velik del teh orodij, ki so v uporabi, je zastonj dejansko, ne, kar je tudi lepo, ne, ni treba strašnih licenc plačevati, lahko tudi, ne, seveda, če hočete, ampak tista zelo popularna orodja so vsa zastonj, ne. Ja, tako, podatke se da pa tudi dobiti relativno poceni, za eksperimentiranje ali pa kako drugače, ne.